Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo spoznali potrtega medveda, ki ga je osrečila čudežna palica. In kmalu se je v mestu razširila novica o tej posebni palici, ki so si jo zaželele prav vse živali. Me res zanima, kako se je razpletla ta pravljica. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Jupi, palica. Miška je sedela ob rečnem bregu, ko je mimo prišel medved. Videti je bil žalosten. No, včasih pač ne gre drugače. Zato pa je bila Miška videti srečna. Izgledaš potrt, je rekla. Kaj je narobe? Pusti me pri miru. Jaz sem žalosten, ti pa si videti srečna, je zakotrnjal. Bi mi povedala, zakaj si tako srečna? Nič nimam proti, če ti povem, je rekla Miška. To je zaradi te palice. To je Jupi palica in ni nekaj posebnega. Kdor jo ima, postane srečen. Res? Je bil presenečen medved. Mi jo daš? Mogoče bi me to celo razveselilo, je rekla Miška. Čeprav sem zelo navezana nanjo, ti jo posodim. Ampak mi jo vrni, ko je ne boš več potreboval. Medved je bil presrečen, ker je imel palico. Vrnil se je v mesto in si na poti požvižgaval. Kaj se pa tako trapasto smejiš? Ga je vprašala stara koza, ki je stala na avtobusni postaji. To je zaradi palice, je rekel medved. To je prav posebna palica, ki te osreči. Presrečen si lahko, da jo imaš, je zagotrnjala koza. Tudi jaz bi jo potrebovala. Žal mi je, ne morem ti je dati, je rekel medved. Samo eno imam in ni na prodaj. Na avtobusno postajo so prišle tudi druge živali in se pogovarjale med sabo. Ste slišali? Je rekel jazbec. Obstajajo prav posebne palice, ki te osrečijo. Zelo malo jih je in najbrž so tudi zelo drage. Res? Se je začudila ovca. Slišati je, da so nekaj posebnega. Takoj bi eno kupila, saj zadnje čase nisem preveč srečna. Si je mislil lisjak, ki je ujel pogovor. Pridite jutri na trg, pa bom videl, kaj se da storiti. Mislim pa, da vas lahko vse osrečim, je rekel in se potuhnjeno nasmehnil. Naslednjega dne je bila na trgu okrog lisjaka in njegovega voza strašanska gneča. Lisjak je dvignil palico in glasno rekel. Pridite po svojo Jupi palico, čudežno palico, ki vas bo osrečila. Imam jih 100 in vse delujejo. Živali so se gnetle okrog njegovega voza. Vsi, ki so uspeli dobiti palico, so bili zelo veseli. Vsi, razen male koze, ki je palico dobila od svoje mame. Mala koza palice ni hotela, zato je začela meketati. Pa hej, jaz sploh nisem srečna. Ta palica ni prava. In živali so druga za drugo pogledale svoje palice. Opazile so, da tudi same niso tako srečne, kot so upale. Lažnivec! So jezno kričale na lisjaka. Denar hočemo nazaj! Lisjak se je hitro povzpel na vrh voza. V tistem trenutku pa je mimo prišel medved, ki je žarel od sreče. Lisjak je zakričal. Samo osrečiti sem vas hotel. Poglejte, tam je medved. Vso srečo skriva v svoji palici, ampak je noče z nikomer deliti.
Vsi so se ozrli v medveda, medved pa je bil presenečen, ker se je znašel v središču pozornosti. Nenadoma so vsi kričali drug čez drugega. Dokler ni županja mesta stopila k medvedu. Lisjak ima prav, je rekla. Sreča ni nekaj, kar bi lahko zadržal samo zase. Moraš jo deliti. Zato v imenu mesta zahtevam, da mi izročiš palico. Odnesli jo bomo v muzej posebnih stvari. Vsakdo, ki bo kupil vstopnico za muzej, bo lahko užival v sreči, ki jo prinaša palica. In tako so živali skupaj odnesle palico v muzej. Z roko v roki sta jih vodila županja in direktor muzeja. Medved pa je ostal zadaj. Izgubil je palico in v trenutku se je spet počutil žalostnega. Kako naj povem miški, da nimam več palice? Ga je zaskrbelo. Tako zelo je bila navezana nanjo. Ves nesrečen je brcnil v kamenček. Toda kamenček se mu je zdel lep, zato se je odločil, da ga bo pobral. K miški grem, zato ne morem priti praznih rok, si je mislil. Ves žalosten se je vrnil k reki. Kako po trci videti, je rekla miška. Kaj se je zgodilo? Medved je okleval. Bojim se, da sem te razočaral. Palice nimam več. Zdaj je v muzeju posebnih stvari in tam osrečuje vse ljudi. Zelo mi je žal. Samo ta kamenček ti lahko dam. Miška je vzela kamenček. Nato se je začela hihitati. Zakaj se smejiš? Jo je vprašal medved. Zaradi kamenčka? Ne, je rekla miška. Smejim se, ker palica sploh ni bila nič posebnega. Bila je čisto navadna palica. Hotela sem te samo razveseliti in uspelo mi je. Miška se je spet zahihitala. In tudi medved se je začel hihitati. Miška se je zasmejala. Tudi medved se je zasmejal. Miška se je tako glasno krohotala, da se je moral krohotati tudi medved. Med smehom mu je izpod zadnjice ušel golobček. Potem sta se šele smejala. Po licih so jima tekle solze smeha in medved je pozabil na svojo žalost. Potem pa sta nenadoma za seboj zaslišala glas. Bil je osel in videti je bil zelo žalosten. Zakaj se pa smejite? Jo je vprašal. Medved si je obrisal solze smeha in rekel: Lahko ti povem, smejiva se zaradi tega kamna. Zelo poseben je. Nasmejite. Si ga želiš izposoditi? Naravnost simpatična sta. Sama vsebina pravljice pa nam sporoča, da imajo tudi majhne stvari velik pomen, ter da se sreče žal ne da kupiti. Sreča leži v nas samih. In če bomo pozitivno naravnani, nas bo sreča spremljala prav povsod. Kaj ne? Zares luštna pravljica, kaj ne? Otroci, pokukajte v moj knjižni kotiček ter prisluhnite še pravljici Kamenček želja za Lili, v kateri boste spoznali deklico, ki v snegu zagleda lesketajoč se čudežen kamenček. In naj vam samo prišepnem, da je kamenček res čaroben, saj lahko oživi sneženega moža. Prijazen pozdravček vsem in če vam bo kdaj težko, se le spomnite na medveda ter njegovo jupi palico. Lepo se imejte, čau, čau!
Thank you.